Dobro še nazaj, sem Nec iz Level Trening Centra. Danes bomo šli skozi vaje, ki se imenujejo wall-bar. To je v bistvu thruster z žogo. Žogo imamo tukaj, naredimo počep in vržemo žogo v steno, jo ponovimo in to pač ponovimo kolikokrat moram. Sedaj, standard za moške je žoga težka 9 kg, standard za ženske je žoga težka 6 kg. Mečemo na višino 3 metre 5 cm za moške, ženske imajo to srečo, da je ta višina nekoliko nižja. Definitivno sta prednosti tisti, ki ste višji in močnejši, kajti s tem enostavno mora žoga premagati krajšo dolžino. Gremo k svojim vajem. Prva stvar je ta, da stopimo tako široko kot za počep ali malenkost širši. Čist na osebna, kako se sami najbolj udobno počutite. Ker pri sami vaji dejansko delamo veliko ponovitev, zato se morate v samem položaju počutiti udobno. Gib samega počepa se začne isto kot pri navadnem počepu, vendar poskušamo biti pozorni na to, da damo boke nazaj in da ne aktiviramo, oziroma da kolena pritisnemo preveč naprej, kajti s tem bomo bolj aktivirali kvadriceps kot hamstring in gluteus. Sicer, načeloma ni to slaba stvar, ampak na daljši rok sta hamstringi in gluteus, ki izvedeta ta potisk, da žoga gre gor, sta na daljši rok učinkovita, bolj učinkovita kot pa sam kvadriceps. In kadar delamo recimo 100 ponovitev samih wall-barov, se to definitivno pozna in vaše noge bojo hitreje odpovedle, če boste kolena tiščali dosti bolj naprej, kot recimo pri samem front squatu. Zato probajte boke dati malenkost bolj nazaj, se počepniti in na to uporabiti moč hamstringa, gluteusa, da spravite žogo čim višji oziroma v tarčo. Sedaj, še enkrat, stopimo tako široko kot za počep, primemo žogo. Žogo držimo v višini glave, nikoli ne spuščajte dol, zaradi tega, ker potem morate dejansko delati dvojno delo. Ena pomembna stvar je še to, da imate komolce čim bolj ob telesu in ne tako, kajti če žogo stiskate z rokami skupaj, bo se enostavno bremenili sprednji del ramenskega obroča, prsno mišico in čez čas bo to vaš omejevalni faktor, da več ne boste mogli delati ponovitev. Kako vas izgleda? Približno stopimo nekje tako daleč stran stene, da roke stegnemo in se žogo dotakne stene. Osebno rad stopim malenkost bolj naprej. Žoga je pri glavi in zdaj najprej se spustimo v počep, pa vržemo steno. Tukaj pride poštev natančnost, ki jo pač enostavno treniramo s tem, da vajo izvajamo. Počep. Ena pogosta napaka, ki se ponavadi pojavlja, je to, da kadar treningu počep žogo spusti nižje od glave in s tem, ko se dvigne, mora narediti dvojno delo, da žogo spravi gor. Dostikrat se tudi pojavi, da enostavno da se žoga ne dotakne stene in to se ne šteje kot ponovitev, ali pa da se enostavno žoga odbija od stene in jo pač moramo poviti od zadaj, da bi desno, levo, karkoli. Pri wall-barih je pač ful pomembno, da dobimo ta ritem. Ker ta ritem nam bo na koncu prinesel dosti ponovitev in enostavno bomo boljši, učinkoviti, bolj bomo enostavno hitreje bomo naredili določen workout, ki pač vsebuje wall-bare. Sedaj, če imate kako vprašanje, mi prosim pišite na mail info@levelup.si, pa se vidimo naslednjič. Če vam je bil video všeč in bi želeli na mail prejemati podobne brezplačne vsebine, pojdite na levelup.si in se naročite na Level Up e-novice.